ESG srečujemo kot kratico in koncept pravzaprav v poslovnem svetu na vsakem koraku. Kot kratica vemo, da je iz angleščine E environment, okolje, S social, družba in G governance, upravljanje, hkrati gre pa za koncept razumevanja trajnostnega področja, kajti do sedaj smo imeli pogosto kar malce težav, kako na oprijemljiv način strukturirati ta sicer koristen koncept trajnostnega razvoja. Veliko lažje, ker imamo že metrike in standarde poročanja, razumemo ta ekonomski del uspešnosti poslovanja, kako je pa ta finančni, ekonomski del. Ravno razumevanje tega področja pa opredeljuje ESG, ampak tudi do sedaj je ta del lahko bil predmet različnih razumevanj, zato je Evropska komisija oziroma Unija je predstavila in uveljavila direktivo CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ki se v slovenščino prevaja kot direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti in se v slovenski pravni red prenaša skozi Zakon o gospodarskih družbah. Ta direktiva ima svojo tako imenovano prilogo, gre za standarde poročanja o trajnostnosti ali s kratico ESRS. In ti standardi nekoliko ali pa precej bolje pojasnjujejo, kaj razumemo pod okolje, kaj pod družbo in kaj pod upravljanje. Okolje je strukturirano na 5 podpodročij. Najprej je podnebje z energetskim delom, potem je celoten sklop onesnaževanja, voda, morski viri, gre za biodiverziteto, ekosisteme in seveda gre za vire in krožno gospodarstvo. Družbeni del ima 4 podsegmente. Najprej so lastni zaposleni, potem so delavci v vrednostni verigi, imamo kupce in končne potrošnike in seveda prizadete skupnosti, takšen je uradni prevod. Potem imamo pa upravljavski del, kjer je skupek določenih podsegmentov poslovnega ravnanja. Sedaj veliko jasneje razumemo, kaj vse sodi pod ESG, še vedno pa vsako podjetje glede na lastne vplive, ki jih ima, priložnosti in tveganja, vsa ta področja rangira po pomembnosti. To je pa orodje, ki se mu reče matrika dvojne pomembnosti. S temi orodji torej gre za ESG, matriko dvojnimi pomembnosti, potem podjetja upravljamo svojo trajnostnost, zato da dosegamo čim bolj trajnostnostne rezultate in o tem tudi poročamo. Zelena Slovenija je vaš partner za oblikovanje vseh teh orodij in tudi poročanje v skladu z ESRS, strokovno izobražujemo, svetujemo in tudi za vas poročamo. Gre za celovit koncept na enem mestu, torej storitve na ključ.